Danes bomo govorili o tem, kaj vse lahko počnete, ko ste enkrat polnoletni oziroma stari 18 let. Brez skrbi, noben več te ne more posvojiti, tako da back off, Angelina Jolie. Lahko pa ti koga posvojiš. Ko ste stari 18, lahko sami vozite avto. Ampak najprej ga je treba znati natankati. En trik je, da date noter ročko in zataknete s tole kljukico in potem se toči samo. In ko naredi klik, je tank poln in stvar je končana. Bodite pa pozorni, ko se pripeljete na bencinsko, na kateri strani imate tank in pa, a vaš avto potrebuje dizel, a bencin. Pa ne točiti benzina v električen avto. Lahko greš volit. To ni samo tvoja pravica, ampak dolžnost. Tvoja dolžnost je tudi, da ne voliš tistega, ki ima najlepše zobe, ali pa tistega, ki ga je priporočil tvoj foter, ampak da si prebereš programe različnih strank in se potem sam odločiš. Imej pa v mislih, da za razliko od tebe, ki moraš doseči vsaj 50% na testu, njim ni treba doseči ničesar iz programa. Zato bodi pozoren, a je ta stranka sploh sposobna izpeljati cilje, ki jih imajo zapisane v programu. Lahko postanete lastniki živali. Ampak dajte najprej povaditi s kakšno igračo. Za hišne ljubljenčke ni dovolj, da so samo ljubljeni. Morajo biti čez prehajani, nahranjeni, očiščeni. Če pa zbolijo, bo šla pa cela mesečna štipendija. Zdaj lahko končno kupaš alkohol in čike. Ampak s tem se tudi razblin želja po teh prepovedanih sadovih. Zdaj, ko ti noben več ne prepoveduje, da se zastrupljaš, mogoče to sploh ni več tako zabavno, ne? Lahko si narediš tatu. Ampak odstranjevanje je vedno še bolj boleče od samega tetoviranja. Vam pa dam še en nasvet. Nikoli si dajati imen partnerjev ali pa še živečih znanih oseb. Nikoli ne veš, kaj bo jutri rekel sanjski moški. Lahko ustvariš svoj račun za kriptovalute in obogatiš. Vse, kar še rabiš, je časoven stroj, da greš nazaj v preteklost, ko je bil Bitcoin vreden 1 evro. Sam pa boš v bistvu spet mladoleten. Lahko pa kupaš ali pa prodaš nepremičnino. Vse, kar še rabiš, je nepremičnina ali pa neki 100.000 evrov. Tako da, če ni šlo tist s časovnim strojem skozi, najbrž tudi to nima veze. Prav tako starši ne morejo več hoditi v šolo in prositi za boljše ocene. V bistvu sploh nimajo več dostopa v e-asistent. Lahko greš v zapor. Zdaj nič več oči ne bo mogel hoditi na policijsko postajo pa govoriti: moj sin pa ni vedel, da ne sme vropati banke. Sploh ni za nalaž vodil te piramidne sheme. Lahko greš v trgovino z erotičnimi izdelki, lahko upravljaš dela pod vodo, pod zemljo, lahko delaš po noči in lahko greš v kazino. Zdaj pa še zadnja in najpomembnejša lekcija. Zdaj ste odrasli. A pa res kaj toliko drugače? Ne, a ne? To je pa zato, ker se odrasli večinoma samo delajo, da vejo, kaj delajo. V resnici pa noben nima pojma. In dostikrat tudi odrasli nimajo prav. Na tebi pa je, da se odločaš, da boš kul odrasla oseba, ki bo vedno radovedna, pripravljena na nove izzive in včasih tudi spremeniti svoje mnenje ter se opravičiti. Pa brez skrbi. Vse bo šlo.